Se pravi, v Sloveniji skrbimo predvsem za nalaganje slovenskih aplikacij oziroma aplikacij slovenskega porekla, slovenskih razvijalcev. To so primarno recimo aplikacije naših operaterjev, slovenskih bank in pa še nekaj drugih aplikacij, ki jih Slovenci večinoma uporabljajo. Trenutno imamo na voljo vse aplikacije operaterjev, se pravi tam, kjer lahko uporabniki preverijo stanje svoje naročnine. Pridružile so se nam že tudi nekatere banke, med temi Sparkasse in pa Delavska hranilnica. V kratkem pričakujemo pa tudi na aplikacije Nove Ljubljanske banke, se pravi NLB-ja, to nekje v drugi polovici junija. In od tam naprej potem nadaljujemo z ostalimi bančnimi aplikacijami, ki so v bistvu tista glavnina, ki nam še manjka. Vse ostalo imamo pa generalno pokrito, se pravi operaterje, potem imamo tudi mBills, ki je trenutno v fazi integracije Huawei-jih storitev, in pa nekaj drugih aplikacij, kot je recimo mVrtec za starše predšolskih otrok in pa tudi aplikacije, kot so recimo bolj kakšni kvizi, potem učni listi in podobne stvari. Naši načrti so predvsem v tem, da spravimo na krov top 100 slovenskih aplikacij, se pravi, naredili smo, ko smo se lotili tega projekta, seznam najbolj uporabnih oziroma najbolj priljubljenih aplikacij v Sloveniji. Ta seznam je obsegal 100 najboljših aplikacij in trenutno smo nekje na 70% in potem v bistvu nadaljujemo naprej tudi z drugimi aplikacijami in predvsem naša naloga je, da podpiramo razvijalce s našo pomočjo, se pravi z vidika razvoja, z vidika potem marketinga in podobnih stvari, zato da v bistvu med naše uporabnike razširimo besedo o tem, da so neke aplikacije pri nas na voljo. Imamo vozne rede avtobusov, recimo Nomago je takšen primer, ki v bistvu je že naložil svoje aplikacije. Pogovarjamo se tudi z LPP-jem in z drugimi, ki v bistvu zagotavljajo te vozne rede. Busko.si recimo je pri nas na voljo za vse uporabnike LPP-ja v Ljubljani in tako naprej. Spletna trgovina v bistvu, se pravi, imamo aplikacijo za trgovino na naših napravah. Spletna verzija te trgovine je pa trenutno v pripravi. Osnovna verzija je že operativna in je že dostopna, vendar zaenkrat v bistvu je to bolj interna zadeva, zato da določimo, ali je to uporabno že za uporabnika ali ne. Tako da v prihodnjih mesecih pričakujemo v bistvu to končno verzijo, s katero bomo tudi naven komunicirali in bodo lahko v bistvu uporabniki že vnaprej preverili, ali imamo vse tiste aplikacije, ki jih želijo.